Gospe in gospodje, gospe in gospodje, pozdravljeni v naši sredi. Uspelo nam je pravzaprav tisto, kar smo nekoliko že načrtovali, že ob koncu leta, lanskega leta, ki je bilo seveda Cankarjevo leto. No, žal je bila v decembru taka gostota prireditev, da na to nismo mogli računati, da bi se srečali. Tako da to nekoliko zamudo popravljamo. Hkrati pa se nam zdi, da je tudi bolj prijetno, ker je Cankarjevo leto za nami. Začelo se je pa Vodnikovo leto, ki je po svoje tudi zelo pomembno, ampak zanimivo je, da v Vodniku so že te dni bilo veliko napisanega, nikjer pa nisem zasledil, da je ravno z Vodnikom povezana prva omemba Slovenije v slovenskem jeziku. In zanimivo, da to gre pa mimo, če so lahko pa en teden pred tem brali cele tirade v delu v zvezi z Jugoslavijo. Pa to mogoče zdaj je drugi, že bi se o tem pogovarjali. Torej, danes nam bo pravzaprav dr. Gadina spregovoril o nekaterih dosežkih ali pa poudarkih Cankarjevega leta. Kot zadnje nam bo pa pravzaprav predstavil še svojo, bo nekaj spregovoril o svoji knjigi, kot veste, je koncem leta išla tudi knjiga o Cankarju, izpod njegovega peresa zelo obsežno in zelo temeljito delo in mogoče je to sploh celo ena izmed glavnih dosežkov Cankarjevega leta. Torej, jaz bom glede na to, da imam težave s kolki, sem tudi usedel in bova pravzaprav to nekako ta večer vodila kot dialog. Prosim pa tudi, če se kaj še sami oglašate, ne na koncu, ampak kako bo že tudi vmes, da pač cel večer poživimo. Računamo, da bomo v eni uri končali. Hvala lepa. Torej, Igor, dobrodošel v naši sredi. Rad bi pravzaprav, če bi začel s tem, namreč mi smo lanskega se tukaj srečali tudi z akademikom Kosom in akademik Kos nas je pravzaprav izrazil strah, da bo spet prišlo do neke prilastitve Cankarja in napačnih interpretacij, kar je bilo značilno za obdobje nekdanje Jugoslavije. In bi te prosil za začetek, če bi pravzaprav povedal, kje je ta prelom med tistimi bivšimi socialističnimi pogledi in pa novimi pogledi, v katero smer pravzaprav se zdaj giblje preučevanja Cankarja. Torej, vsi lepo pozdravljeni. Lahko povem samo to, kako sam vidim te stvari. Pravzaprav se s Cankarjem po generaciji naših profesorjev na fakulteti ni ukvarjal kot specialist nihče. Torej, France Bernik in Janko Kos sta tista generacija, ki je veliko prispevala. Vmes med njihovo generacijo in našo generacijo pa nekaj manjka. Torej, zdi se, da Cankar ni bil ravno v ospredju, in če smo bili zelo pozorni, se je tako v prejšnjem sistemu, kakor tudi pozneje Cankarja ponekod cenzuriralo. Sej v Mariboru je bila enkrat ena recitacija, pa ni bil Cankar pravi, potem v Državnem zboru tudi ni bila prava pesem, torej Oče naš hlapca Jerneja, čeprav je v glasbo partizanski skladatelj, ni bila pa prava stranki, v katero se je Ivan Cankar vpisal, pa ji ni potem nikoli plačal članarine. Mogoče gre za kakšno staro zamero, pa so na ta način neke resentimone potem zdravili. No, skratka, Ivan Cankar je na neki način še vedno vnetljiva
tema, je pa njegov opus pravzaprav kot nekakšno gorovje, ne en osamljen vrh in seveda tukaj se ga potem poskuša zdaj kdo olastniniti. No, ampak ne misli Stane, da tega ni bilo. Bilo je na bolj subtilen način. Namreč bilo nam je povedano, da je pravzaprav pisatelj Ivan Cankar zgrešil svoj izrazni medij, češ da je filmski človek to pravzaprav, ne. In seveda potem sta bila lansirana 2 filma in če gledate, je tam kaj zlasti Cankarjeva vernost bila na tapeti, čeprav so stvari 1909. Dalje leta jasne, ne, torej takrat Cankar napiše tiste 3 sonete ob zaključku Kurenta in zadnji se začne Luč je in Bog je. In tudi v Sarajevu je bil potem pri Obhajilu, potem je prišel v ljubljanskem hotelu Tivoli pretep z Vladimirjem Levstikom, ker je Vladimir Levstik zabavljal čez vero, on pa tega ni prenesel, ne. In še bi seveda lahko naštevali, ne, torej nečesa grobega seveda ni več bilo, ne, tako kot v prejšnjem režimu se je Cankarja popravljalo zlasti za šolska berila, torej kjer je bila zakristija, kjer je pisalo zakristija, je bila potem soba ali kaj podobnega, ne. Torej ta stvar je odmevala, mislim, da okoli leta 60 tudi v mednarodnem prostoru, ko jo je pač Lev Detela izpostavil kot en velik problem, pa so potem iz Ljubljane pisali, da to ne drži, pa je držalo, ne. Skratka, je pa razveseljivo to, da so se zelo različni ljudje začeli zanimati za Cankarja. Dobili smo tudi kopico strokovnjakov, za katere sploh nismo vedeli, da takšni so, in povedali so nam mnogo kaj novega, ne. To je približno tako kot na izpitih profesorji izvemo veliko novega, pa nekako žal ni to tisto, ne. Torej ni vedno utemeljeno, ne, torej izvedeli smo, kako strašno bitje, da je bila Cankarjeva mati, ne, torej in še marsikaj takšnega, ne, vendar ohranjeno gradivo pač ne upravičuje takšnih oznak, ne, torej Cankarjeva mati je v pisateljevo življenje posegla večkrat odločilno, takrat, ko je preprečila očetu, da bi sina, tudi tega sina dal za hlapca, in seveda še enkrat, ko ga je peljala, ko je pribežal iz ljubljanske Realke, no, takrat se je šolal na Realki, je pribežal na Vrhniko nazaj, ne zaradi šole toliko, kot zaradi torej tam, kjer je bival, in ona ga je peljala nazaj, torej da naj konča šolo. In če pomislimo na to, kakšna šola je Realka, in če pomislimo na to, da se je ona ob porodu zaobljubila, ker je bil porod težek, da bo sin postal duhovnik, in potem nikoli ni silila, da to njeno zaobljubo Ivan Cankar izpolni, potem ali lahko takšnemu človeku rečete pošast? No, pošast si verjetno vsi drugače predstavljamo, ne. Torej, sicer je bilo pa rečeno
bolj kot ne pošast, to ne pomeni pa prav ničesar, vzbudi pa pozornost. Tudi mi se ukvarjamo navsezadnje s tem, ne, ampak takšen je pač tudi bil namen in izpolnimo želje tistim, ki imajo, ki mislijo, da je čisto navaden hrup že tudi slava. Torej, moram reči, da glede na to, da se je to zgodilo včeraj, predvčerajšnjem, je bila neka premjera Cankarja tudi v Trstu in ko sem poslušal pravzaprav napovedi, kakšna je bila ta predstava, kako naj bi Kantor hodil z nekimi krvavimi čevlji, na to moramo še malo počakati, ampak vtis sem imel, prosim, samo po radijskih novicah, da gre pravzaprav spet za neko čudno interpretacijo Cankarja. A je tebi kaj znano, ki je v tej tržaški predstavi? Ne, nisem bil tam, ne morem nič reči, ampak Kralj na Betajnovi je gotovo eden izmed njegovih najbolj živih tekstov, ne. Torej, velikokrat se omenja v zvezi s Kraljem na Betajnovi ničejanstvo, ne, torej kot da se Kantor, da je nadčlovek sredi teh pritlikavcev in potem manipulira z njimi, kakor pač njemu ljubo. Ampak vendarle Ničejev nadčlovek je drugačen, kot je Kantor, ne. On ustvari sebe iz samega sebe, medtem ko kdo ustvari Kantorja? Ne sam Kantor, ampak tisti, ki ga obdajajo. Torej, čisto bolj pri koncu drame je en po svoje grotesken prizor, ampak mogoče ključen za razumevanje te drame, ko pride pravosodje, ne, torej sodnik, pa ima Kantor težave z vestjo, ker je moril, ne, in se začne obtoževati. No, pa mu potem sodnik reče: Kantor, z vami danes ni mogoče pametno govoriti, pridemo drugič. A vas to spominja na kaj pravzaprav, ne? Torej, pridemo drugič. In koliko je torej Ivan Cankar pravzaprav tudi naš sodobnik, da torej je na neki način večni sopotnik. Seveda niso vsi deli njegovega opusa enako živi v vsakem času, gotovo pa vsaj en del v vsakem času je, ne. In tudi, če nam Ivan Cankar ni ravno najljubši pisatelj, je pa vsekakor vedno pisatelj, ki nam da misliti, ki nas ne pušča ravnodušnih, ne. In recimo Kralj na Betajnovi ima tudi en, recimo, zelo težaven prizor in jaz razumem režiserje, zakaj so pravzaprav tako nagnjeni k takšnim spektakularnim rečem, kot si omenil, češ da se zdaj torej kri na čevljih in tako naprej, ne. Torej, to je prizor, za katerega literarna zgodovina pravi, da je povzet po Shakespearju, ne, torej, ko Max privije luč in potem Kantor začne pravzaprav ponavljati tisto, kar je že napravil, torej uprizori morjenje, ne. Ampak ta prizor je izjemno težaven in ni mišljen pravzaprav tako, da igralska umetnost razkrije zločinca, ampak je to prizor hipnoze. In seveda, kako hočete to na odru res sugestivno prikazati, ne. Ampak to je problem pravzaprav celotnega Cankarja, kajti glavne stvari se zgodijo noter v duši, ne. Torej, da govorim v slovarju nekih drugih interpretatorjev, če bi film snemal,
to Hitchcock ne bi mogel posneti, ker je tam se vse z dejanji dogaja, z zunanjimi dejanji. Mogoče bi Jean Cocteau to znal posneti, ne mislim, kaj se dogaja v dušah. Ne. Torej, zunanjega dogajanja pravzaprav skrajno malo v mnogih Cankarjevih delih in vendarle ničesar ne manjka. Kako pa to na filmu predstaviti, je pa seveda velikanski problem. V knjigi se pa da. In Cankar je predvsem pisatelj in ni zgrešil medija. Ne bi bil tako živ, veste, mnogo je dobrih filmov posnetih po slabi literaturi. Precej je slabih filmov po dobri literaturi. Oboje, da je dobro, to je pa silno redka stvar. Ne. Zakaj? Iz preprostega razloga, ker je neka zgodbena struktura najbolj odgovarja pač recimo romanu ali noveli, ne pa recimo filmu. In druga filmu, ne pa recimo romanu ali noveli. Ne. Skratka, kakorkoli obračamo, veste, Ivan Cankar je zelo, zelo premislil, kako je kaj povedal. Saj sam pravi, da gotovo ni pretiravanje, da je nad kakšnimi deli svojih spisov visel tudi po cel teden nad kakšno stranjo. Ne seveda zmerom, ne, ampak če pomislite na to, da je njegovega zbranega dela 30 knjig, njegovo življenje pa 42 let in 7 mesecev, potem vidite, da je bil pravzaprav garač. Ne. Je prav smešno, ne, ko prihajajo ljudje, zgodovinarji, ki naj bi bili resni, pa pripovedujejo, kaj jim je njihova prababica povedala, kje da je Ivan Cankar bil vinjen ali slivljen, na kateri klopi in ne vem kaj še vse. Tega smo se na simpozijih poslušali. Ampak to pravzaprav ne gre skupaj z veličino in velikostjo, že samim obsegom njegovega opusa. Ne? Pa če tudi bi pisal slabše kot Miško Kranjec, ne bi mogel biti pijanec ob to. Ne? Pa je pisal boljše. Ne? Ja, to je res neverjetno. Jaz se sam spomnim, se precej ljudi poznal, pravzaprav, ki so še Cankarja osebno poznali. In si povedno, sem vedno slišal samo to, koliko je pil, koliko je spil, koliko steklenic je bilo pred sobo, na Bledu, naprimer, kjer mislim, da ga je Tuma sprejel in tako naprej. Tako da je, tudi se potem spomnim ene serije knjig, oprostite, fotografij, študijskih knjižnic v Novem mestu, kjer je pravzaprav v neki dobri družbi, mislim, da je tudi tisti dol Cankar zraven, pa še nekateri, kjer so, se vidi pa že, da je cviček deloval, ampak vendar je pa to pravzaprav, Igor, če bi ga primerjali, potem omenil si ta njegov veliki opus, torej bil je res, je moral biti strahoten garač. Namreč si moramo zavedati, da takrat, ne vem zdaj koliko je elektrika, že takrat v Ljubljani, ali je on pravzaprav bil, delal v prostorih, kjer je bila elektrika. To je za mene muka, kako so ti ljudje toliko lahko napisali v takih razmerah. Ne, odgovor je precej enostaven, ker on ni pisal zvečer, pisal je zjutraj. Torej, kadar je pisal od 6 zjutraj in potem dokler je šlo. Da je potem rabil kakšen dovod energije, je pa saj to je vsakomur jasno potem zvečer, ampak gotovo tega ni bilo toliko, da ne bi bila glava bistra zjutraj. In je eno pismo iz leta 1913 ravno Henriku Tumi, ker mu je Tuma bral Levite, čez da je zalumpan študent, pa mu potem pravi, da si pač veliko preveč dovoli, če mu je nekaj dobrega napravil, zato Cankar ni njegov dolžnik, ampak torej, da
vedno me vidite samo ob vinu in puncah, nikoli pa takrat v sobi, seveda tam, kaj nikogar ni, ne, kjer potem sebe opiše skoraj da tako, kot je Rilke Panterja, ne, v tisti znameniti pesmi, ne, skratka, zdi se mi, da seveda marsikdo rad zamenjuje nebistveno in bistveno, ne, in pri Ivanu Cankarju je bistveno in vse drugo je sekundarno, bistvena je literatura, ne, torej umetnost, ki je pa pomembna v človekovem življenju zato, ker da človeku takšne izkušnje, kot bi bile njegove osebne, pa če tudi samo prebere o njih, ne. Torej, da tiste osebe zares oživijo, da nas potem spremljajo in saj Kantor je takšen lik, ne, pa je negativen lik, je nesimpatičen lik, ne, ampak takih Cankarjevih likov je precej, torej Lepa vida, Dionis, skratka Martin Kačur recimo, ne, in še bi lahko naštevali, ne, zato je umetnost pravzaprav bistvena, ker človeku da kot njegovo osebno izkušnjo še nečesa, pri čemer sicer ni zraven. Zato je namenjena vsem, ne, mislim, v samih estetski vrednosti nekateri ljudje lahko uživajo, nekaterim pa to nič ne pove, vendar pa poznavanje karakterjev, poznavanje vsega človeškega, to pa je vsekakor za vse zanimivo. In Ivan Cankar je takšen pisatelj, da je veliko tega bistvenega, na kar drugi morda ne bi nikoli pomislili, ne zato, ker niso zadosti pametni, ampak zato, ker imajo drugačne izkušnje, ne. Torej, takšnih oseb je Ivan Cankar ustvaril zelo mnogo, ne, torej, je pa res, da marsikoga moti njihova kompleksnost, ne, recimo, kaj jaz vem, če vzamemo v Hlapcih Jermana, marsikdo pogreša neko herojskost, ne, ki se Jerman popolnoma jasno odpove, ker revolverja ne uporabi ne proti drugim, ne proti sebi, ne, izbere nekaj veliko težjega, novo življenje, ne. Potem pa pridejo režiserji, pa vam prečrtajo to zadnjo repliko, ki jo je Cankar dopisal v izvod svojega prijatelja Lojza Krajgerja, ne. Seveda, to je pa nekaj veliko težjega, to je onstran tragedije, onstran nadčloveka, onstran vsega tega običajnega v literaturi njegove dobe, ampak nekaj popolnoma na novo. No, to je težko tudi pokazati, ampak vendarle naloga umetnosti je, da pokaže tisto, česar vsakdo pač ne opazi, ne, ali pa večina ne opazi, ne. Umetnost ni odveč, ne, in ja, Cankarjevi knjižni liki so enako kompleksni, kot smo mi, morda seveda celo še precej bolj. Niso vliti vsi iz enega kosa, ne, torej so razpeti med ideale in dvom, ne. Navsezadnje, saj Jerman, če bi vztrajal 20 let, ne, bi lahko celo na volitvah morda zmagal, ne, torej najprej tam ima 3 pristaše, za naslednjič je obljubljenih že 5, da jih bo prišlo, ne, skratka, ampak on se odloči za novo življenje, za nekaj na čisto drugem nivoju, ne, in seveda v teh običajnih koordinatah je to komaj da razumljivo, ne, torej, da
je človeškost več na eni strani so hlapci, na drugi strani so heroji. Ne? Ampak potem, če pogledate, ne ravno osrednji lik, torej Hvastija, je tudi zelo zanimiv. Ne? Ponavadi ga uprizorijo kot nekega loleka, ki vsem odpusti. Ampak če pomislimo, on spravi komarja na kolena, tega niti župnik, ki je tam poosebljene oblastništva, ne napravi. Torej tudi Hvastija zelo ima nek človeški diapazon proti pokvarjencem je torej zelo, zelo odločen. Ne? Ampak takšni so pravzaprav kompleksni vsi Cankarjevi veliki. Ne? To ni literatura, ki bi nam ustrezala mogoče vsak dan, sploh ne za kratek čas. Ne? Ampak to ni dekoracija. Ne? Ampak ja, nekaj, kar zahteva misel, kar zahteva pač tudi pri bralcu celotnega človeka. Ne? Torej, Ivar je letos napisal lani, pardon, je izdal monumentalno delo o Cankarju, torej monumentalno po globini študije in pa tudi po obsegu. In Sej imamo ekološko zavest, sej je sam 258 strani, ni veliko dreves padlo zaradi tega. Vseeno se mi zdi, torej mene je presenetilo, da si zmogel v tako hitrem času pravzaprav tako veliko delo, ker ni to edino tvoje delo, ki v zadnjem času je šlo, ampak vendar me pa zanima nekaj, ti si seveda tam knjigo si posvetil najnima prijateljima Mariji pa Feliksu Bistru in si pravzaprav tudi poudarjal, koliko si z njuno pomočjo na Dunaju spoznal Cankarjev Dunaj. Zdaj me pa zanima, pravzaprav Cankarja vedno poudarjamo kot izrazito slovenskega pisatelja, na drugi strani pa pravzaprav je pa tudi močen vpliv Dunaja. Dunaj je bil res naše glavno mesto, ampak vendar Dunaj, Slovenija pa Slovenija. Razlike so bile velike. Kako si pravzaprav ti opazil to dunajskost Cankarja, pa pravzaprav spet na drugi strani slovenskost Cankarja? Torej, imel sem priložnost eno leto predavati na Dunaju, zato si domišljam, da Dunaj vendarle kar dobro poznam, ker sem ga kar precej prehodil tudi. Torej, si je zanimivo ugledati Cankarjeva bivališča na Dunaju. Ne? Eno je recimo 200-300 metrov od Berggase 19, ne? Torej od Freudove postojanke. Ne? Torej, Cankar je živel na Dorsejgasse nekaj časa, to je torej čisto blizu tam, ampak to je meščanski predel. Po drugi strani je najdlje bival v Ottakringu, kjer je takrat bilo še predmestje. Plečnik je potem tam postavil tisto armirano betonsko cerkev, ki je Franz Ferdinand potem imel za neko zmes savne, templja, antičnega in ne vem kaj še vse samo cerkev ni bila, ne, po njegovem. Ne. Torej, Ottakring je takrat bil v resnici izgledal zelo tragično. Ne. V glavnem so tamkaj živeli priseljenci iz Češkega. Ne. Skoraj da danes po tolikih generacijah ni pravega Dunajčana, ki nima vsaj enega babico z Češkega, ali pa celo se piše Franicki, ne, pa postane potem kancler, ne, ali kaj podobnega. Ne. Skratka, tega je zelo veliko, gledajte, ampak nihče ni opazil teh ljudi. Torej, dunajska moderna, Hofmannsthal, recimo, kot pravijo zdaj, najmlajši klasik nemške literature, ne, torej Thomas Mann je pa že moderna.
literatura ali Artur Schnitzler ali tudi Peter Altenberg, tudi ne vem, kogarkoli bi omenjali, Ferdinand von Saar ali kaj takega, Štefan Zweig, vsi ti ljudje niso opazili, da rečem tako, delavcev, proletarcev na Dunaju in jih niso opisovali. Ne. Torej, 40 let po Cankarju je ena pisateljica, soproga Nobelovca Canetija, ki je opazila delavski Dunaj, torej eno generacijo pozneje. Ne. In Ivan Cankar je dal glas temu Dunaju, ki ga drugi niso videli, vendar on ni dunajska moderna, ne samo zaradi te tematike, ampak ker je njegova umetnost tudi kar bistveno drugačna. Ne. Torej, ne išče tega osnovnega tlorisa v mitih, kar dunajska moderna dela, ne, torej Elektra je Hofmannsthalovo najuspešnejše delo, pa tudi v drugih spisih dunajskih modernistov bi našli vbrise mita. Navsezadnje je Freud Ojdi pa privlekel Elektro in tako dalje in iz tega napravil pravzaprav imenitno literaturo, ki izgleda kot znanost. Ne. Medtem ko Ivan Cankar ima za izhodišče biografijo oziroma lastno biografijo. Ne. To je drugačen temelj. Ampak nekaj je pa bistveno. Ne. Torej, dunajska moderna slovi po izjemni subtilnosti pri zaznavanju zadnjih vzgibov duše, pri zgornjih 10 000. Ivan Cankar ni nič enostavnejši, ko opisuje tiste, ki so odrinjeni, ponižani in razžaljeni. Ne. Torej, s tem je marsikaj povedal o tem, kakšen ustvarjalec je on sam. Ne. Torej, izhaja iz življenja, ne iz življenja, ki je priznano, ki je nekaj dosegla. Ne. Zato je pa lahko opazil tudi živali, torej iz tujega življenja. To je vendarle nek ciklus črtic, po katerem je pa med svojimi sodobniki v resnici zelo poseben, morda najbolj poseben in tudi v svetovnem merilu. Takrat sta samo dva avtorja, Maurice Maeterlinck, ne, torej Nobelovec, pa Anton Pavlovič Čehov, ki torej tudi govorita o živalih, vendar na drugačen način. Ne. Za Maeterlincka so torej te bele mravlje oziroma termiti samo prispodoba za človeški svet. Ne. Pri Čehovu je pa to realistični zunanji opis, kako človek vidi živali. Ne. Pri Cankarju je pa to vse kaj drugače. Ne. In morda je to tisti del, ki bi bil najbolj izvozni Cankar. Ampak glejte, ali Cankarja kdo pozna ali ga ne pozna, na škodi je, če ga ne pozna. Ne. Kakorkoli že je, in tisti, ki ga lahko bere v izvirniku, in tisti, ki ga v prevodih. Ne. Torej, in zdaj je v nemščini kar precej prevedenega, dobro, odlično prevedenega in je tudi precejšen odmev, ampak se pravim, to je navsezadnje nebistveno. Ni treba, da nam tujci pripovedujejo, kdo je Ivan Cankar. Nasploh nam ni treba, da nam kar naprej pripovedujejo. In potem mi kar težko dihamo, ko kdo od drugih kaj reče, češ kaj da imamo. Ja, seveda imamo, sej, ampak to tudi lahko sami vidimo. Ne. Skratka, je pa res, ne, torej, na neki način je pa Ivan Cankar kot kritik razmer zelo podoben Karlu Krausu. Karl Kraus je bil tudi eden proti vsem,
kritiziral etablirano dunajsko literaturo, modernistično dunajsko literaturo, skratka, Ivan Cankar je tudi kritiziral vse, kar se mu je zdelo kritizirati vredno. Sej ni bil literarni strankar, ne? Pa tudi potem ni bil niti političen strankar, pravzaprav vse socialdemokrate je najhuje kritiziral, seveda, ker ga je najbolj bolelo, ker so zavili pač vse slovenske poti v jugoslovansko močvaro, ne? Kot je on videl ta integralni jugoslavizem, ne, skratka, neko kovanje nekega novega zamišljenega naroda, ko pa so narodi seveda že obstajali, ne, in to bi naj bilo potem od Triglava do Varne, so si predstavljali Ilirci, Novoilirci, da bi bil torej en narod, so bili pa že takrat obstajali vsaj 4 narodi, ki so imeli različne jezike, različne kulture, torej niti med Hrvati se ni jezikovna enotnost posrečila popolnoma, kaj šele med Srbi in Bolgari in Hrvati in seveda Slovenci, ne, ampak tisti integralni jugoslavizem je bil seveda ali vse, ali pa kdor pa ne pristaja na vse, je pa razbijač, ne, in z tega stališča je bil torej Ivan Cankar seveda ovira, ne. In torej so neki stične točke z dunajskimi literati, ampak tistimi najbolj samotnimi, torej mogoče res najbolj s Karlom Krausom, ampak Krausova literatura je popolnoma drugačna, torej kot Cankarjeva, ne. Torej Kraus je predvsem sijajen aforist, pa uprizoriti ga pa ne morete njegovih poslednjih dni človeštva, to je bralna drama, ne, ker je, to bi bili v gledališču 2 dni verjetno, ne, če bi poskušal res integralno verzijo uprizoriti. Ja, Igor, kaj so bile pa te glavne spodbude to, da si se ti lotil pravzaprav Cankarja, glede na to, kar si že omenil, je bilo tle kar nekaj konkurence, akademik Kos je potem tle še bivši predsednik SAZU-ja, je France Bernik, pa je potem pravzaprav tle, kot si že omenil, neka plejada mladih, v katerih so tudi nekateri odkrivali toplo vodo, ampak pustimo zdaj to. Kaj pa je bilo pravzaprav tisto ta glavno, kar je tebe vleklo, da je pravzaprav na novo predstaviš slovenski javnosti svoje gledanje na Cankarja? Torej, jaz si znanosti ne predstavljam kot nekega tekmovanja. To je zakonje, kot je rekel Bela Bartok, ne. Torej, to ni ne za umetnike, ne za znanstvenike, in zato jih tudi ne doživljam kot konkurence, ne. Torej, ne napačno razumeti tega, če pravim, da sem brez konkurence. Lahko tudi, ampak dobro. In ne boš verjel, naročilo založnika je bilo glavna stvar, sicer Bog veš, s čim bi se ukvarjal, ne, ampak navsezadnje humanistika je danes v precej žalostnem položaju in mora izkoristiti res vsako priložnost, da se pojavi na javni sceni. Torej, danes so glasovi, da to ni nobena znanost in ne vem kaj še vse. Ja, seveda lahko ni znanost, ne. Sem pred nedavnim odkril en arhivski dokument, kjer en sedanji univerzitetni profesor zgodovine razlaga, bil je v službi nekje drugje pri neki politični stranki in ta stranka je v nekem določenem momentu sklenila razpustiti
tisti zgodovinarski pogon. Ne? In potem so imeli ti zgodovinarji pri tej stranki sestanek in vodstvo stranke nasvetovali oziroma pričakovali, da bo pa nek organ za zgodovino pa vseeno imela. Pazite, zdaj pa pride tisto ta glavno. Ker se potrebuje servis. Torej, večkrat sem rekel, ne, da me moti natakarska mentaliteta pri zgodovinarjih, ne, torej, da prinesejo tisto, kar se jim naroči. Ne. Torej, to, kar so oni sami povedali, je še boljše, torej serviserji. Ne, torej serviserji, ne, torej, tako kot imate vodovodne inštalaterje, ne, torej tako imate tudi zgodovinarje, ne, in to je nižišče zgodovine, seveda, in sploh humanistike, ne, humanistične discipline. Humanistične discipline so drugačne od naravoslovnih zaradi tega, ker niso eksperimentalne. Vendar vsako dogajanje ima določene posledice, ki se pokažejo, in znanstvenost humanistike pač je utemeljena iz potem preučevanja posledic. To ni neka poljubna stvar. Ne, torej, seveda se pa posledice pri zgodovini pokažejo po nekaj generacijah včasih. Ne, kdaj seveda naslednji dan, kdaj naslednjo minuto, ampak kdaj pa tudi nekaj generacij pozneje. Ne, in ne drži, ne, da zgodovinska veda nima tudi znanstvenih dimenzij, seveda, če ni servis. Ne? In zdaj, jaz sem si knjigo neki način zamislil svoje precej, kot se lepo po slovensko danes reče, up to date. Ne? Danes so moderni hibridni žanri. Ne? O tem literarna zgodovina ogromno govori. Ne? Da sem uporabil tukaj nekaj retro stila, torej mogoče navzven kot psihokritična metoda Janka Laurina. Nekaj strani asocira seveda tudi na zgodovinopisje Ivana Prijatelja. Nekaj stvari, tako mi je rekel Tone Partlič na začetku, da bi bil čisto dober romanopisec. In še marsikaj drugega je noter. Me zanima, kdaj bojo teoretiki hibridnosti to opazili. Jaz mislim, da nikoli, ne. Ampak vendarle to je čisto zavestno tako knjiga narejena, ne. In tisti stavki seveda, ki imajo dokaz, ne, v več recimo virih, so napisani v trdilni obliki. Če nečesa ne vem, napišem, lahko si predstavljamo, da je. Ne trdim, ne. Torej, zgodovinarji velikokrat pišejo, zdaj, ko je moderna pripoved, ne, kaj jaz vem, da je nek fevdalec je iztegnil noge k kaminu in tako dalje. Ne moreš tega napisati, če nimaš vira. Ne? Lahko si pa zamisliš, predstavljaš si, ampak moraš bralcu to tudi povedati. Ne? Zato je knjiga precej komplicirana in me je pravzaprav zares presenetilo, da je bila razprodana. Ne? Torej, jutri menda prihaja novi natis, ne vem, torej, da imamo tu še tudi EPP, ne, da smo še bolj hibridni, ne, torej še bolj moderni, ne, skratka, eno leto popoldanskega dela je, saj se da kar kaj napraviti, ne, nekaj je pač treba početi, sicer je popoldne predolg. Ja. Dobro, zdaj pa še, glede na to, da bi rad še vam tudi prepustil priliko,
bi še jaz postavil pravzaprav zadnje vprašanje. Spomnim se, ne vem, Igor, kdaj je to bilo, ampak kakšnih 20 let bo že najbrž tega, ko smo v Rimu sedeli, doktor Rode, takrat še Škof, mislim, da ni bil, ali pa je že bil. Je bil, je bil. Ja. Kardinal gotovo ni bil, pa ti zraven sem pa jaz kadil, pa bolj poslušal. No in takrat me je zelo pretresla, mislim, prevzela vajna diskusija o tem, koliko je lahko Cankar del evropske literature, koliko pa ne more biti. Glede na to, da si je prej omenil, da so zdaj Cankarja precej preverili v nemščino in tako naprej, koliko se ti zdi, da bo zdaj Cankar lahko bolj, a bo zdaj samo v tem prostoru bolj razumljiv, pač, ki mu pripadamo kulturno tudi mi, ali ima kakšne možnosti, da bi postal tudi širše razumljen. Zdaj, duhu ali pa smradu sedanjega časa Ivan Cankar težko, da bi ustrezal, ker preveč zahteva od bralcev. Torej, poglejte, pred kakimi 20 ali pa 30 leti so v naših teatrih dajali priredbe Dostojevskega in ne vem kaj. Torej, nisi mogel, da nisi videl tega, teh duševnih vertikal. Danes niti slučajno česa takega ni. Ne bom razlagal, kaj da naj bi bila predstava oziroma happening ali ne vem kaj še vse. Mal nekaj blaga razrežeš. Sej to Janez Menard je že v to antisongu povedal, kaj da je to antidrama, ampak takrat se je pravzaprav še začelo. Antidrama je še imela svoj raison, medtem ko to, kar je danes, je pa, sem že toliko sivolas, da lahko rečem, da tako kot je Josip Vidmar rekel, to ni nič. In marsikdaj, ne kar na povprek, gotovo ne. Ampak gotovo temu ne ustreza, torej, pa neke množični recepciji. Ivan Cankar je tudi žrtev naše, seveda, šole, ker ne s primernim občutkom izbirajo tekstov. Torej, kako naj otrok razume, ampak zdaj pa izključite mikrofone, da ne bomo koga pohujšali, torej Pehar suhih hrušk. Navidezno je to neka takšna štorija, ki pisatelj v njej pretirava, torej nek majhen pripetljaj, sestra ga je naštimala, da sta olastninila nekaj suhih hrušk, ki so bile pod ključem. In potem na koncu je nek stavek in tako me je goljufala v življenju, potem še zapeljala marsikatera ženska, Bog ji greh odpusti, kakor sem ji jaz popolnoma. Nekako tako je. Ampak, glejte, če to berete realistično, je to pretenciozen konec, tam je neki pripetljaj in se vprašate sploh, zakaj takšen potem bombastičen konec, samo seveda to je simbolistična stvar in Cankar tukaj ne prepoveduje o Peharju suhih hrušk, to je samo prispodoba pravzaprav za njegov odnos in težave v odnosu z ženskami. Saj bi vsi zastopili, če bi napisal Pehar suhih češpelj. Ampak izbral je nekaj bolj zapletenega, kar, pazite, kar še bolj spominja na nek določen organ. Mislim, zdaj mi pa povejte, je to dobro, da otroci razumejo takrat? Torej, tega teksta mislim, da ne morejo razumeti popolnoma. Če ga pa ne razumeš popolnoma, je pa nekaj narobe oziroma ti je lahko dolgočasen. In priznajmo, koliko se nas je dolgočaslo ob tem. Samo
Cankarjeva literatura te vrste je literatura za odrasle ljudi. Predvsem pri nas literarna zgodovina, tista didaktična, se moti, ko misli, da je za otroke primerno tisto, kar pripoveduje o otrocih. Cankarjevi otroci so veliko bolj komplicirani, prekomplicirani za tam toliko in toliko razred ljudske šole. In če pomislite na to, da se je odraščanje zdaj podaljšalo, ker je treba toliko in toliko več informacij otrokom memorirati, ne, potem imajo seveda samo še manj časa za premišljevanje. Ne. In Ivan Cankar je izrazito takšen avtor. Ne. Torej, to bi morali zelo dobro premisliti. Je pa seveda precejšen del Cankarjevega opusa razumljiv, ne? Ampak poglejte, vzemite tudi Hlapca Jerneja in njegovo pravico. A je to res tako enostavna stvar, kot da bi ga pač, da bi razumeli lahko to, kolikor toliko polno lahko ljudje brez precej velikih in bridkih izkušenj. Ne. Torej, potem pa učitelj pove, ne, da je to opesnitev komunističnega manifesta. Ja, lahko je, ne, ampak kaj pa ostane od tistih plamenov, a ni tisto tudi apokalipsa? Vse se pa začne z neko odrečeno zadnjo večerjo, ne, pa imamo neke navezave na seveda Biblijo, ne. Kakor je seveda pri peharju suhih hrušk tudi, ne, izvirni greh na neki način evociran. Ne. Torej, pričakuje se zdaj neko biblično zaledje. Ne. Ja, ampak nekaj za Cankarjem je en velik pisatelj napisal en roman o pravici, oziroma kako en človek nečesa obtožen, pa ne ve čisto dobro, česa je obtožen, pa potem tudi tragično konča. Ampak ni pa tista tragedija. To je čist običajno vrtenje administrativnega mlina. Ne govorim seveda o Kafkovem procesu. Ne? No, in ali ni ta pot Hlapca Jerneja pravzaprav ravno tako močna obsodba birokracije, kakršna je seveda tudi proces. Ne? In ali ni hkrati Hlapec Jernej na svojem popotovanju tudi en Don Kihot v miniaturi? Ne? Torej, saj Don Kihot tudi ni zadovoljen s svetom, kakršen je, in gre delat pravico med siromašni svet. Ne? In zdaj, glejte, vsem tem je pravzaprav Cankarjeva literatura povezana. Ne? In kako naj to opazi nekdo, ki nima bralske kilometrine, da se razumemo, lahko razume ta tekst, ampak na neki ravni in mu mogoče ni tako zelo zanimiv kot na teh mnogih ravneh, na katerih se odvija, na katerih ga je mogoče in ga je potrebno brati. In ni Ivan Cankar zaman imel za svoje osrednje delo Hlapca Jerneja in njegove pravice. Ne? Torej, pa ta njegova pravica ni mišljena tako olastninjena, kot je potem bila Moja resnica, ali ne vem kaj, je nekaj knjig, ne, o moji resnici na slovenskem. Ne. In glejte, ne, mislim, da premalo mislijo in premalo resno jemljejo Ivana Cankarja. Zato morajo starši sami vzeti stvari v svoje roke in narediti tisto, česar šola ne napravi. Ne. Mislim, tako pač je, da morajo otroci biti seznanjeni s temi bistvenimi rečmi. Sami se lahko potem odločajo, ali to je za njih, ampak mora jim biti pa ponujeno. Ne.
Cankar, da spet rečem lepo po slovensko, Cankar by Cankar, ne? Torej, Cankarjev Cankar, ne nek poenostavljen, ampak celovit Cankar, tisti, ki ni enostaven, ki je marsikdaj seveda tudi protisloven, ne? Ampak kdo od nas pa ni, kdo pa od nas pa je ulit iz enega kosa? Kdo nima kdaj dvomov, kdo kdaj ni odkril kakšne boljše, višje resnice, kot tisto, katero je tam nekje v mladih letih, pa je potem na nek naraven način, nekonjunkturno prišel do nečesa drugačnega, ne? Nek iščoči človek. Sej Ivan Cankar je tudi bil takšen, ne? Začel je kot liberalni literat, ne? Sej Sultanove sandale so mogoče najboljša Aškarčeva pesem, ne? Ampak jo je napisal Ivan Cankar, ne? Torej, ne, torej se tam sultanu klanja in vsi samo sandale se vidijo še. Ne opazijo pa, da sultana že ni več na prestolu, ne? Torej, oni se še pa vedno klanjajo, ne? Torej, to je zelo aškarčijansko pravzaprav, ne? In tukaj je Ivan Cankar začel, potem je se ga dotaknil anarhizem, ampak ne politični anarhizem, ne? Pa ničejanstvo, ne? Potem socialna demokracija in nazadnje je šel tudi čez to. Je bil hkrati kristjan in je bil socialdemokrat, ne? Ne krščanski socialist, ne iz enega kosa, ampak ja, kristjan in socialni demokrat, ampak zelo desni na koncu, ne? Torej, tisti, ki so ga hoteli napraviti za prednika socialdemokratske levice ali pa pripadnika, so bili vedno v težavah. Njegov pogled na žensko vprašanje izrazito ni takšen levičarski, socialdemokratski. On v ženskah vidi predvsem matere, ne? Tudi v zadnjem nastopu, to je pa nekaj, kar socialdemokratska levica takrat ni več bila navdušena nad tem, ne? Ali potem kritika, torej stranka ni videla naroda, narod ni videl stranke. Narod postane vrednota, ne? Torej, to ni, pa zdaj je vrsta ena sama, ne? In gremo vsi za krekovim praporom, ne? Za tistim krekovim praporom, za tistim krekom, ki je rekel, suženjstvo je veleizdaja. Torej, nič drugega. Suženjstvo je veleizdaja, ne? Skratka, napraviti nek spomenik iz Ivana Cankarja, ki bo iz vseh strani izgledal enako, to se ne da, ne? Skratka, to je tudi čar enega velikega umetnika v tem, da pravzaprav omogoča kar precej različna branja in tudi vabi k sebi zelo različne ljudi, ne? In glejte, velik umetnik vedno ustvarja neko skupnost, ne? Ne samo sodobnikov, ampak nas, ki beremo zdaj Cankarja, povezuje ne samo z Ivanom Cankarjem in njegovimi bralci, ampak tistimi, ki šele tudi bojo, ne? Torej, v času in v prostoru, ne? Torej, to se mi zdi bistveno poudariti, ne? In zato je tudi važno, kaj se pripoveduje o Ivanu Cankarju, ne zaradi nas, ampak zaradi tistih, ki prihajajo. Ja, zaradi tistih, ne? In včasih morate biti tudi tečni in pripovedovati o teh rečeh. Če pa nočete biti tečni, pol bodite pa vztrajni.